Veš kaj, pogrešal sem to vprašanje, ki mi ga vedno ob takih prilikah postavijo. Ali si kot otrok rad risal? In kaj naj rečem? Vsi otroci rišejo, ker ne znajo pisati. Jaz pravim, vsi otroci znajo dobro risati. Pravijo, da sem jaz nekaj podedal. Moj oče, moram reči, da je bil izvrsten risar. Imel sem strica, ki je bil ljudski umetnik kiparske, kaj jaz vem. Za sebe, da bi glih bil nekaj stopal, vsi so rekli, ja, ti si v gimnaziji že risal. Ja, vse sem risal, vse so vsi risali. Jaz bi to karikature malo razdelil, ne. Jaz osebno gledam na karikaturo, recimo portretno karikaturo, politično karikaturo in pa, mislim, karikaturo zabavno, ker so razni vici pač narisani. Jaz osebno sem bolj pristaš politične karikature. Jaz mislim, da je to neke vrste revolt napram establishmentu, napram vsem tem lažem, natolcevanjem, žaljenjem. Vem, da je to neke vrste Don Kihotstvo, ne. Z karikaturo nakažeš oziroma da postaviš ogledalo v družbi, politiki, ampak haska pa v bistvu ni, ne. Mogoče samo zato, da sem jaz sam sebi pošten pa rečem, jaz nisem za to, jaz sem proti temu, ne. Jaz nisem vedno zadovoljen s tem, kar narišem, posebno, če si v takem cajtnotu, ko moraš recimo vsaki dan nekaj narisati in zdaj sediš tam, pogledaš na uro, on je že tak dela, urednik, ti pa ne veš kaj narisati, ne, pa narediš neko, ajde, nekaj. Kaj sem? Ja, to pa zdaj tisto za milijon funtov, ne, vprašanje. Kaj sem? Včasih sem, kaj jaz vem, siten, tečen, pa na jetra me gre marsikaj. Pol pa prije do tega, ne, nekaj narišeš, pa rečeš, ne, da ne rečem kaj zraven, ne. Mogoče pa bo, bojo kjerega, da bo kjeri postal pozor na to, da to ni tisto, ne, kar govorijo. Recimo, ko smo postali demokrati, ne, takoj se je čutilo, da desni, oziroma levi, so bili že malo vajeni iz stare Jugoslavije na kritiko, na karikaturo in niso reagirali. Takoj, ko so pa jaz se dotaknil onih, ne, desnih, sem pa takoj telefon, dopisnice, ne vem kaj, udba, mafina, komunist, vse živo sem bil, ne. Ampak zdaj so se pa že moram čez 30 letih, so se malo unesli. Pa vseeno so še vedno. Ampak na to se navadiš. Na začetku sem bil začuden, sem rekel, pa to so ljudje tako mi, kaj so za najeni, ne? Ker tako, dokler nismo dobili demokracije, mi še desno, levo nismo prav vedeli, ne. Zdaj nekateri pravijo, da sem, kaj jaz vem, so me že tu v svinčenih časih, ne, ušaltali, da vem, dokot smem. Ampak jaz mislim, da je to tudi vprašanje vzgoje. Reč, da smo jaz odlični starši, razen med vojno, ko je oče bil v taboriščih. Kako so me vzgajali, ne vem, nekaj so mi dali, da sam ne vem kdaj, ne. Jaz mislim, da vem, dokot smem, ne. Nisem pa prepričan, da to vsi vejo. Poleg tega pa sem tudi opazil, da dosti ljudi ne zna gledati. Oni ne vidijo. Ne gleda, ne vidi. Kaj sem z leti, da si pridobiš neko znanje, neko enciklopedično znanje, ki ga uporabljaš v svojih karikaturah, ne. Nehote misliš, da tisti, ko bo videl tvojo karikaturo, ima enako znanje kot ti, ne. In tu pol včasih pretiraš v njegovo slabo, ne. Pol pa on ne razume. Zdaj nekdo me vprašal o slovenskem humorju, ne. Imamo Slovenci humora, nimamo, ne. Jaz sem rekel, seveda imamo. Imamo dva največja humorista v Sloveniji, Mujo in Haso. To so največji humoristi slovenski, drugih ni.
Pa za časa Hitlera so imeli Bobby pa Teddy, Bobby und Teddy, to so se moji starši pogovarjali. Zdaj pa imamo Haso, pa moja pa še fata prije zraven, pa smo Slovenci, evo, imamo veselico. Ker vsaka oblast, ki nima na svoj račun vicev, je za nič. Stari ljudje so bili svinčeni časi, vse živo. Ampak smo imeli vice. Morajo si sicer paziti, ne? Ampak so imeli vice. Zdaj pa mi povejte, tukaj je vice Pahar, govorijo, da je tam moja, kaj te jaz vem tam, po neki balustradi se plazi. To ni nič. Enako je z satiričnimi časopisi. Imeli smo pred vojno, pa po vojni Toti list, pa po vojni Pavliho, pa so vedno več reklam, pa manj vicev je bilo. In se je to usahnilo. Zdaj ne morete narediti časopisa, kdo bo to kupoval. Ni variante. Dobro, enkrat je bilo tako malo smešno, ne, da je nam rekel, kdo prišel k meni. Je rekel, veš kaj, ti daj začni ti malo Kanglera bolj risati. Dobro, sem rekel, pač sem naredil parkrat Kanglera, no in ta isti je prišel z kakšne 3 mesece, je rekel, veš kaj, Kangler, to ni perspektiva, ne mi več o Kangleru risati, to je bilo vse, ne, to je edino, kar je bilo, ne. Nisem se popustil, da bi, moram reči, nikoli, da bi mi kjeri, ta zadnji se rekel, so mi komandirali v JNA. Jaz narišel prvič Janšu, ne, in se govori po telefonu, ne. Gospod Senica, kaj se vi mislite, kako lahko vi, predsedniku Janši, kaj je že takrat bil, taka velika ušesa narišete, kaj zdaj ima jaz temu človeku rečem. No, začnem razlagati, kaj je to karikatura, kaj nekaj sem omlal, pa sem pa po telefonu zapel, kaj hočem. Se je tudi zgodilo, da sem recimo kakšne portretne karikature risal za kakšne revije, ne, pa so se videli, so rekli, to pa mene pa ne boste dali noter. Meni, s takim podbradkom, mene ne boste dali noter. Dobro, pač nismo dali noter. Kaj pa? Jaz sem svoje naredil, jaz sem se zabaval zraven. Zanimivi so bili taki. Zdaj smo imeli to cepljenje, ne, za Boga Krista, ne. Mene so prvič cepili v Kraljevini Jugoslaviji. Nič, pa ni bilo problema. Potem je prišel Hitler, so me cepili, ni bilo problema. Potem je prišel Tito, so me cepili, so me v vojski cepili, besežirali, vse živo. Potem se je pa prišla demokracija in so Slovenci ugotovili, da imajo svoje telo. Mi imamo svoje telo, ni Boga, da bo se za mene dotaknil, ne. To se mi je trapasto, ne, to, ne. Jaz sem poleg časa razmišljal in se gotovil, da mene celo življenje nekdo osvobaja. Skozi so me osvobajali. Najprej so prišli Karađorđevići, ne, to so mi starši rekli, ko sem bil mali, pa sem šel Karađorđevići, okej. Potem evo Hitlerja. Prišel, osvobodil, me dal v nemški rajh, bilo že drugič osvobojen. Nič med, evo, pridejo partizani, rečejo, smo se osvobodili, okej. Ni bilo tega dovolj, evo, obramboslovci pridejo in me osvobodijo. Zdaj še samo čakam Vatikan, ki me bo osvobodil, to je zadnje. Je pa bilo tako gledanje dolga leta. Lahko tebi prideš v službo, v 10 minutah narišeš, pa greš domov. Jaz pa moram 8 ur tam tipkati. Kaj mu naj rečem? Da sem jaz celi dan razmišljal, da sem bil te 2 uri narisal. Pa da sem znal risati. Jaz nisem znal tipkati, on je znal tipkati, jaz sem bil risati. Pa je bilo tako, pa so samo gledali, koliko zaslužiš, ne? Za 5 minut dela. Mislim, to je bila taka rovokopaška mentaliteta, jaz temu rečem, ne? No, včasih se vprašam, pa za Boga, zdaj pa že cajt, ne, kako je to možno? Ko sem jaz bil mlad, takih starih ljudi ni bilo, ne? Imam včasih strah, priznam, ne, koga pa ni, ne? Kaj bo zdaj? Vse umreti moraš, tudi ni problem, samo kak? To je problem, ne? Pa bomo videli, kaj bo z tega ratalo. Zaenkrat, če nekaj gre, toliko bi jaz imel o tem zapovedati. Kaj več pa najbrž ne. Ne bo predolgo. Boste ploskali? Ne, o tem. Tako, to sem še čakal.